Spoštovano delovno predsedstvo, spoštovani kolegi in kolegice krščanski demokrati. Razviti svet se posveča nastajajoči industriji četrte generacije. Nove tehnologije obetajo temeljite spremembe. Svet se spreminja bolj kot kadarkoli prej in hitreje kot kdajkoli prej. Kaj pa Slovenija? Ni problem ugotavljati, da je Slovenija pri uveljavljanju sprememb počasna, ne le v javnem sektorju, ampak da se nam prepočasi razvija tudi gospodarstvo. Redke pozitivne izjeme samo potrjujejo to pravilo. Ampak ugotavljanje ni dovolj. Potrebno je razumeti, zakaj in ukrepati. Ključni vzvodi za to, da bomo ne le sledili spremembami, ampak jih bomo mogoče ustvarjali, je to, da vlagamo v razvoj in stimuliranje najboljših. Plače dobrih delavcev naj bodo boljše kot v sosednjih deželah. Boljše bodo lahko samo v podjetjih, ki bodo stimulirana za razvoj in pod pogojem, da plače ne bodo prekomerno obdavčene. Vsi ostali scenariji vodijo v to, kar vidimo danes. Podjetja in najbolj sposobni posamezniki bežijo v tujino. Dovolite, da tu kritično izpostavim predloge aktualne vlade, ki v nasprotju z obljubami tik pred zdajci spreminja pravila in viša davčno breme. Sprememba davkov dober mesec dni pred novim letom je enako, kot bi 10 minut pred koncem nogometne tekme menjali pravila in eni ekipi zmanjšali gol. V takih razmerah je nemogoče poslovati. Namesto, da bi rahlo gospodarsko rast izkoristili za lajšanje davčnega bremena, vlada napoveduje dodatno zategovanje davčnega primeža in deli nekaterim po pravilu manj sposobnim, manj ustvarjalnim na račun vseh. Ne le, da ohranjamo krizne davke še več, v nasprotju z obljubami se z novim letom napovedujejo dodatna bremena in ukinjanje spodbud za raziskave in razvoj. Ravnamo ravno nasprotno od tega, kar je nujno potrebno. Stabilno okolje in investicije so nujne za nova delovna mesta, ki so temelj prave blaginje. Konkurenčno plačana delovna mesta so nujna zato, da najboljši ne bi zapuščali Slovenije, da bodo ljudje delali, ustvarjali novo vrednost in preživeli svoje družine, upokojence in nujne skupne dobrine. Nova Slovenija ponuja rešitve. Rešitve za nova delovna mesta, rešitev za blaginjo vseh. No, ne prav vseh. Zagotovo ne tistih, ki so polno delovno sposobni, pa znajo živeti le na račun drugih. Naši ukrepi za nižje davke in večjo produktivnost so usmerjeni k povečanju konkurenčnosti in spodbujanju gospodarske rasti. Znižanje davčnih bremen naj čutijo vsi, tako ekonomsko najšibkejši, kot predvsem tudi tisti najbolj podjetni, ki največ prispevajo v družbi. Prizadevamo si za pošteno in pravično razdelitev bremen in povečanje učinkovitosti državne administracije. Če večina gospodarstva že danes ve in udejanja nujo, da je z manj potrebno narediti več, ne bo tako tudi v državni upravi. Ne moremo več opazovati, kako nas države, ki so bile po razvoju nekaj desetletij za nami, prehitevajo, mi pa stojimo oziroma drsimo še naprej v prepad. 4. novembra smo kot država porabili vse letošnje prihodke. Od takrat dalje živimo na kredit. Žal smo ponovno v družbi najslabših. Ponovno si država jemlje pravico, da našim otrokom nalaga plačilo tega, kar trošimo preveč. Nova Slovenija ponuja rešitve. Rešitve za nova delovna mesta, rešitev za blaginjo vseh. Naš gospodarski program temelji na zdravih temeljih. Čas je za streznitev, čas je za drugačno gospodarsko politiko. Čas je za gospodarski program Nove Slovenije. Hvala.